Kaj pa kakšen substance abuse med temi? Nič. Ni? Zero tolerance imajo oni. Zanimivo, ja. Ja, ker to. Alkohol, ja. Aha. To radi pijejo, vem, da crossfade-o. Oni so. Ja. 3 Jack Daniels igrajo na šov, to je konc. To je pa, Kaj potem konsensa Azijci dobro držijo alkohol ali ne? Ja, največja laž, ki so oni prepričali Evropejce, je to, da ne nesejo alkohola. To je taka laž, da večje ni in crossfade ga nesejo veliko več, kaj jaz. Veliko več. Aha, zanimivo, torej alkohol, vse ostale substance pa ne. Ne, ni šans, to se prav spomnim. Mislim, cigareti, valjda, to je tako vsi. Ja, ampak tudi to niso več tok, so jih začeli ful opuščati. Ne, tudi vejpov pa sploh neki ne, ampak gor v Kölnu je bil en promotor, ki se je tudi večinoma ukvarjal z azijskimi. Tam pa vem, tam smo pa vsi noreli, ker je tudi ena promotorka, ki je z mano delala iz Linza, pa pač ta Aureli pa to. In mi smo si, v bistvu smo si na začetku bende prepošiljali, se pravi vsake delo svoje države, ki jih je poznal, jih je ona prevzela, šli naprej, ne. In vsi smo pri tem modelu v Nemčiji obolevali, ker si ti prišel v backstage, on je imel kar bele paketke pripravljene, to je bila prva stvar, flush it down the toilet. In spomnim se, ko so bili, saj ne vem, s katerim bendom sem bil takrat, in so čisto noreli, oni so hoteli turnejo nehati. Ja, in pol je bilo vedno, daj posprav, ne, vse je v redu, vse to mi častimo, tako je vse je kdo časti, I don't give a damn. In je bil tak bolj rockish klub in pač očitno so navajeni tega, da to pač zahtevajo in je bilo pripravljen. In niti enkrat od vseh bendov, pa lej, iskreno, jaz sem nehal šteti koncerte 2018 v ono krok sem zadnjega preštel, pa to me je glih Facebook spomnil par dni nazaj, da je bil 984 koncert. Nikoli... Torej bi lahko rekel več kot 1000 koncertov. Ja, in nikoli in nikdar. Alkohol, ja, pa še to velika večina ne, pa definitivno ponavad ne pred koncertom. Definitivno nekak baby metal. Čeprav po moje, če bo še šlo tako naprej, bojo že zamogle začeti malo za relaxation, ampak ne, so zelo tako po koncertu, ja, sure, we can go for it, ne. Ampak ja, niso pa, tudi nikoli ne iščejo, nikoli ne sprašujejo, nikoli nič in so v bistvu, če odštejemo alkohol, dosti straight edge. Pač, ne. Professionals of their class. Torej, generally s temi azijskimi bendi dosti lažje ravnati, kot pa z western. Mislim, vsaj ni neprevidljivih. Ne, glih to. Oni smatrajo to res kot svoj biznis, ne, ti dosti jih boš Američane vprašal, we're just having fun, ne. In oni dejansko, we're just having fun making money, ne. Ampak Japoncu je ne glede, kaj to sem jaz videl, to je njemu biznis, to je njemu life. On ne bo... Oni čuti odgovornost ne samo do sebe, pa svojega brenda, ampak I guess tudi do venue-ja, pa do menedžerja, pa vse ostalo. Tako. In on tega nikoli ne bo naredil. In doskrat so tudi mene vprašali, pa lahko nas zdravimo. Se je dosti strh, ko mene sprašuješ, a imamo še kaj zdaj, bomo pol šli in se ful tako, naprimer, tudi prilagajajo, ne, če mi moramo zdaj iti iz venue, ne bomo mi pil, da nam bo slabo na vožnji, ne. Ja, pač substance ti hitro lahko pokvarijo koncert in ti potem pokvariš v bistvu nekomu, ki je delal promocijo, pa marketing, pa to, pač dejansko lahko ful flash. They actually care.